Pred vami je naloga iz drugega poglavja in sicer pravi: kapitalni količnik pred investiranjem je 10. Obdobje pred investiranjem bomo označevali z 0. Kapitalni količnik je torej K0 deljeno s P0 je 10. Predlagam vam, da tako iz tega izračunate še produktivnost kapitala pred investiranjem, ki je P0 deljeno s K0 in je obratna vrednost kapitalnega količnika. Torej K0 deljeno s P0 na -1 je 10 na -1 oziroma 1/10. Investicijski učinek je 1/6. Investicijski učinek zapišemo kot spremembo proizvoda deljeno z investicije oziroma sprememba proizvoda deljeno s spremembo kapitala in je 1/6. Proizvod je po investiranju večji za 100%. Obdobje po investiranju bomo označevali z 1, torej to je P1, je P0 plus sprememba P-ja in sicer je tale sprememba P-ja za 100% od P0. Če 100% zapišemo s številko, je to 1 krat P0 in dobimo, da je P1 2P0. Rentabilnost kapitala se je po investiranju povečala za 12,5%. Rentabilnost zapišemo kot dohodek v obdobju 1 deljeno s kapital v obdobju 1 in sledimo postopku zgoraj. Pod točko A bomo izračunali kapitalni količnik in produktivnost kapitala po investiranju. Kapitalni količnik bo zdaj K1 deljeno s P1 in K1 bo enak K0 plus spremembi K-ja, P1 bo pa enak P0 plus spremembi P-ja. No in tale P1, kot vidite, imamo mi že zapisan oziroma izračunan in sicer tukaj imamo P0 plus spremembo P-ja, torej lahko P1 nadomestimo z 2P0, torej P1 je 2P0. K0 vidimo, da lahko zračunamo iz tele prve enačbe, K0 enako 10 krat P0, pa spet to nadomestimo v naši enačbi. Spremembo K-ja imamo pa pri investicijskem učinku in sicer bo sprememba K-ja enaka 6 krat sprememba P. Če pogledate enačbo, lahko vidite, da iz tega še ne moramo zračunati kapitalnega količnika, zato bomo nadomestili tole spremembo P-ja s P0. Cilj je, da vse spremenljivke, ki smo jih imeli na začetku, torej tukaj K0 spremembo K-ja, P0 spremembo P-ja, izrazimo z eno samo spremenljivko in dobimo, da je kapitalni količnik po investiranju enak 8. Produktivnost kapitala po investiranju je obratna vrednost od kapitalnega količnika, torej K1 deljeno s P1 na -1 je 8 na -1 in dobimo, da je produktivnost 1/8. Pod točko B bomo izračunali mejni kapitalni količnik in mejno produktivnost kapitala. Mejni kapitalni količnik je sprememba K-ja deljeno s spremembo P-ja. Lahko ga izračunamo direktno kot obratno vrednost investicijskega učinka, ki je torej sprememba P deljeno s sprememba K na -1 in dobimo, da je 6. Kaj je mejna produktivnost kapitala? Mejna produktivnost kapitala, če bi jo zapisali, bi nam povedala, za koliko se nam spremeni proizvod, če spremenimo kapital za 1 enoto in tale zapis ustreza pravzaprav investicijskemu učinku. Torej, mejna produktivnost kapitala je enaka 1/6. Če povečamo kapital za 1 enoto, se nam proizvod poveča za 1/6. Pod točko C bomo zračunali relativno spremembo produktivnosti kapitala. Relativna sprememba je sprememba v odstotkih.
rečemo ji pa tudi stopnja rasti. Najprej izračunamo razmerje med produktivnostjo kapitala v obdobju 1 in v obdobju 0 in šele iz tega potem izpeljemo stopnjo rasti oziroma spremembo v odstotkih. Torej najprej izračunamo razmerje med produktivnostjo kapitala v obdobju 1 pa v obdobju 0. Produktivnost kapitala v obdobju 1 je 1/8, v obdobju 0 je bila 1/10 in dobimo rezultat, da je to 1,25. Da bomo tole lažje razložili, bomo zapisali zdaj tale naš rezultat kot P1 deljeno s K1 je enako 1,25 krat P0 deljeno s K0. Če sledimo zapisom pri proizvodu ali pa rentabilnosti kapitala, dobimo tukaj rezultat, da je to P0 deljeno s K0 oziroma 1 P0 deljeno s K0 plus 0,25. Glede na to, da tukaj prištevamo, torej gre za povečanje produktivnosti kapitala za 25%. Pod točko D moramo zračunati še indeks cen. Indeks cen bomo označevali z IC in ga bomo zračunali kot raven cen v obdobju 1 deljeno z ravnjo cen v obdobju 0 krat 100. 100 moramo pomnožiti, ker je indeks, ampak to bomo pravzaprav šele na koncu izračuna upoštevali. Zdaj, če pogledate podatke, je edina povezava s cenami preko rentabilnosti. In sicer je rentabilnost, torej tale dohodek D1 recimo lahko zapišemo kot realni proizvod v obdobju 1 krat cene v obdobju 1, rentabilnost v obdobju 0 pa lahko zapišemo kot proizvod realni v obdobju 0 krat cene v obdobju 0. No in to bomo zdaj izkoristili za izračun cenovnega indeksa. D1 deljeno s K1 je 1,125 krat D0 deljeno s K0. Dohodek bomo nadomestili s P krat C. Iz enačb je sedaj zelo lepo razvidno, da je torej rentabilnost produkt produktivnosti in cen in mi podatke za produktivnost v obeh obdobjih imamo. Zato bomo produktivnost v obdobju 1 nadomestili z 1/8, pomnožili jo bomo s C1 in produktivnost kapitala v obdobju 0 bomo nadomestili z 1/10 krat cene. In dobimo rezultat, da je C1 deljeno s C0 0,9. Zdaj izračunamo še tale cenovni indeks. Cenovni indeks, torej namesto C1 deljeno s C0 bomo zapisali 0,9 krat 100 in cenovni indeks je 90. Glede na to, da je tale cenovni indeks manjši od 100, to pomeni, da so cene v obdobju 1 manjše, kot so bile pa cene v obdobju 0 in da imamo v gospodarstvu deflacijo.